bi bilo z novim letom to zaključeno in bi mirno se preko zime izvedli ti razpisi in intenzivno s pomladanskem do jesenskem delu delali. In še nekaj, kar je pri teh projektih velik problem, je to, da je cela vrsta takšnih projektov, da se praktično kot neke faze nadaljujejo ali pa celo prekrivajo s temi projekti iz prvih 4 razpisov, ker si neke faze določil in potem se tudi na tej osnovi nadaljuje s temi projekti. In sedaj prihaja do teh paradoksalnih situacij, da bi po starih razpisih moral s tistimi projekti že končati, prosiš za podaljšanje, tu se pa sedaj ti razpisi, s katerimi pa fizično nadaljuješ neko izvedbo, se pa odmikajo naprej. In se v bistvu neka tudi celovitost nekih projektov je ogrožena. V drugem primeru, ne vem, recimo, govorim iz primera občine Krško in pa še več je takih primerov vojnih, podobno, kjer so vrtci. In ti imaš, ali pa okoli vrtcev, kjer imaš tudi zelo logično, da se v poletnih mesecih glavnina stvari zgodi, ko ni šolarjev na teh zadevah. In prihaja zopet do teh težav, da enostavno bo problem v pravem času iti v to izvedbo. In to je nek presing, ki se pri nas odvija, tudi napaka, ki mislim, da imamo sistemsko, ta, da je dejansko se z koledarskim letom, se pravi s slovenskim proračunskim letom, so vse te zadeve na neke faze razdeljene. Vidimo pa, da je evropski proračun na 7 let in da tudi projekte izvajajo skozi 2 leti. Tako da tu imamo izvajalci, se pravi v tem primeru občine, zelo, zelo velike težave, ker enostavno se v teh strukturah, ki pripravljajo te projekte, očitno niso nikoli izvajali z izvedbo, z investicijami, z javnimi naročili in nam praktično dajo v osnovi že take pogoje, ker naprej veš, da jih je nemogoče izpolniti. In posledica vsega tega pa je ta zamik in pa prepočasno črpanje. Tako da tu mislim, da resnično in pa drugo, kar se mi zdi, kje pa mislim, da tiči pa tudi osnovni vzrok in pa tudi je pa ta, da je dejansko v teh projektih realno možno največ teh sredstev porabiti tam, kjer ta sredstva najbolj sodijo. Evropski strukturni skladi so namenjeni za to, da se investira v manj razvita območja. In v tem razpisu je bil ravno ta, je bila stopnja razvitosti regije ponder, s katerim si določil, koliko sredstev gre v katero regijo. In moj občutek je ves čas in tudi javno opozarjam in tudi vprašujem, da je neka želja, da se mogoče celo ta sredstva ne bi celoti poporabila in da bi se iz teh programov preusmerilo v neke druge programe. In tu mislim, da je tudi nek žal, vedno bolj se potrjuje ta bojazen, da je v konceptu te vlade ni, da bi se podpiral ta regionalni razvoj in da bi se v manj razvita območja prioritetno vlagala sredstva, ampak se najde potem v nekih drugih razpisih, kot zelo eklatantni primer je bil razpis za centre odličnosti, kjer se je praktično na Jožef Štefan kemijsko fakulteto in pa na Inštitut kemijske fakultete razdelilo na 3 projekte 180 milijonov tehnološkega denarja in tam je bil zelo zgovoren direktor Kolektorja, podjetje, tehnološko razvite firme, ki je premierja pozval na vrhu gospodarstva, da vekolikor mu je kaj do tehnološkega razvoja, naj ta razpis razveljavi, ker so se sredstva tako locirala v 3 inštitucije znanja, namesto da bi se tak tehnološki denar lociral v podjetja in bi podjetja zvabilo potem inštitucije znanja v svoje okolje. Tako da bojim se, da se bo nam vedno več indicov kaže v to, da se želi iz te množice projektov, ki so pravi, zdravi in se tudi multiplicirajo z občinskimi sredstvi, da se nekje pripravlja nek program, kjer se bo to v nekih večjih projektih pa manj dispergiranih po Sloveniji pokoristilo denar. No in to se je že napovedovalo ob proračunu 2009, tako sam Pahor, kot potem tudi Križanič, češ spremeniti je potrebno operativne programe. In tudi zakaj teh 90 milijonov, ki še ostalo, tako pravi kolega, niso razpisali, češ zato, ker očitno čakajo na to, da bi tu vzeli. No pa še samo to, gledajte, novo uredbo, tako kot je rekel, decembra je bila sprejeta nova uredba in po tisti novi uredbi so od vseh 12 regij zahtevali vse to. In vse to je bilo od 11.1. do 18.2. narejeno. Kdo potem ni naredil? Vse v svojega ni naredil, pa sami so si napisali to v uredbo noter. In seveda vedno bolj pač postaja to resna dilema in tako kot se rekel,
pravijo, ne, da pač prave občine niso uspele, ne, torej do 26.2. Pripraviti projektov in pravi župane. Ne. Lokalne volitve so in baje se celo to odkrito pogovarjajo. No. Mislim, katastrofa, no. Ne moreš verjeti. To, kar je pa rekel kolega, da so projekti vezani. Ne. Razpis 4. Iz razpisa 4 imaš cesto. Ker smo pa maja leta 2009 že vedeli, ne, da več za infrastrukturo ne bo denarja, torej ne bodo dali, ne bodo ga razpisati, kar je bilo neupravičeno, ampak tako so se odločili, so občine, torej na nerazvitih področjih, glavni imele infrastrukturo, torej ceste za delati, spremenile in so šli delati tudi čiščenje voda, torej kanalizacije. In sedaj bi ta projekt iz razpisa 4 si pripravil vse projekte gradbene in tako dalje, gradbene dovoljenje in tako dalje, za kanalizacijo. Se vidi, moraš tudi dati nad kanalizacijo. In kaj sedaj? Do 30. septembra moraš imeti cesto končano po razpisu 4. Ti pa sedaj to delajo. In ja, to pomeni, cesto boš naredil, asfaltiral, trak prerezal, ne, in naslednji teden pa boš šel asfalt tako rezati, kopati in polagati kanalizacije za razpis 5. Mislim, nepojmljivo, kaj se dogaja. In to je izhodna strategija. Borka Pahor. Ponoriš. Niti Bog nam več ne me pomagate.